Trenutno znam nekih 10.000 decimalk, pa bomo videli, kako se bo to razvilo. Se v mislih sprehajam po tej poti, ki sem jo si sestavil. Ja? In si pač predstavljal, da en krokodil je oči, kot da bi bil na zajtrku. Veliko bolj bi bilo, če jaz ta zvezek zaprem in poskušam to, kar si želim zapomniti v tem trenutku, ponoviti na slepo, v prazno. Jaz na motivacijo se sploh ne zanašam. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji nove sezone oddaje Reflektor. Začenjamo jo z super zanimivim gostom, Nikom Škrlecem. Nik, vi ste igralec, voditelj, ponovno tudi pisatelj, vsestranski, bi rekla človek. 100 stvari vas zanima, sem dobila občutek o branju vaše nove knjige. Pozabi vse, kar veš o spominu. Najlepša hvala, da ste prišli danes kot gost v našo oddajo. Hvala za vabilo. Pripeljali ste se s kolesom, ste rekli? Tako je. Ja, se radi peljete s kolesom in pešačite? Zelo veliko časa preživim na kolesu. Ja. Če se da, tudi hodim, ampak hoja čez dan vseeno vzame malo več časa, tako da kar kolesarim. Da ste bolj mobilni po mestu in po vseh obveznostih. V Ljubljani, pa v resnici povsod po Sloveniji imamo to srečo, da je kolo res univerzalno prevozno sredstvo lahko, tako da ga izkoriščam. Super. Zanima me, glejte, jaz imam plonkce, jaz si nisem vprašanj na pamet zapomnila. Dajte mi povedati, pa to bi verjetno tudi marsikdo drug vprašal, sploh današnji mladi, ki so zelo vezani na tehnologijo, AI in tako naprej. Zakaj si stvari zapomniti, če pa imamo dobesedno vse na Googlu in še na ostalih pripomočkih, ki vse vejo, bova tako rekla v narekovajih? Zato, ker se ustvarjalna misel, zanimive ideje, prebojne ideje vedno zgodijo v nas. Nikoli se ne zgodijo na zaslonu, ne? Sej, tudi če mi uporabljamo ta zunanja orodja pomagala, še zmeraj bomo morali neko znanje ponotraniti in v nas se bo to skuhalo in iz njega nekaj zgodilo. Ne? To, kar pa naredi, ne vem, kar naredijo razni jezikovni modeli in vse to so pa neka pomagala, orodja, ki nam lahko pomagajo mogoče tudi krepiti svoje razmišljanje, pa širiti obzorja, pa oblikovati kritične misli, ni pa nujno. Ne? Tako da je gojenje tega pomena, recimo zavedanje pomena tega, da se vse misli rodijo v nas, zelo dobro, zato da da širimo svoje obzorja in da smo radovedni. Torej, kakšen odnos imate do tehnologije, recimo do sodobnih vseh pripomočkov, ki jih imamo? Jo uporabljate, ki rečete, to bom uporabil, tle pa odrežem, se bom pa nase zanesel, recimo? Jaz uporabljam vse, torej vedno poskusim vse. Tudi, recimo, če pogledamo en spekter 3 družabnih omrežij, ker sem vedno na vseh pa gledam, kaj se dogaja, ker se mi zdi, da oblikujejo naš digitalni vsakdan in hočem vedeti, kako. Na drugi strani, recimo, zdaj zelo popularna orodja umetne inteligence, jih imam praktično vsa, testiram vsa, igram se z vsemi, da vidim, kako delujejo, kaj delujejo, kje mi lahko res pridajo prav. In da vidim, kaj so tudi pasti tega. Ne? Na koncu pa še vedno je moje delo tako, da bom sedel pred neko različico praznega lista, ali bo to prazen list papirnat, ali bo to prazen bel ekran, ali pa bo to na sprehodu, kad tuhtam in se bo treba nečesa zanimivega spomniti. Tukaj pa ostaneš sam v končni fazi. Ne? Spet, lahko ti pomagajo, tudi jaz si pomagam s kakimi temi, recimo ChatGPT, Claude, Manus, Googleova orodja, Perplexity in tako. Kdaj za kake ponavljajoče, take naporne besedilne stvari, ki so zame bolj kot ne muka, ker rečem... Torej, mail vam napiše recimo umetna inteligenca ali ga sam napišete? Poskušam prepričati 2 modela, Claude pa ChatGPT, da bi mi napisala kak mail, pa to ni, jaz ko vidim ta mail, še vedno si mislim, to je slabo, torej opazim, da je napisano z nečim drugim, tudi če poskušam, recimo prav konkretno Claude pa ChatGPT strenirati, da bi pisala maile bolj tako kot jaz, kje mi pa pride prav, je, ko se zgodi dan, ko mu jaz rečem dan za birokracijo, ko se usedem za računalnik in namesto, da bi odprl Word ali pa Notes ali pa Notion, kjer pišem stvari, odprem Gmail ali pa mail orodje, no. Takrat pa me pričaka ta nabiralnik, ki je, ne vem, noter
150 mailov in nekatere je težko odpisati, na nekatere je težko pač odpreti, recimo začeti. In takrat pa jih vržem recimo to je ponavadi mimogrede takrat, ko je razlog nekje drugje, verjetno v nekih čustvih, ne? Recimo, dobim eno zelo mikavno vabilo, ampak vem, da ga ne morem sprejeti, zato ker nimam časa. Ali pa drugače dobim eno zelo nemikavno vabilo, ki ga ne želim sprejeti, ampak želim biti vljuden in pol je ta nek konflikt v mene, ne? In zdaj, če jaz se s tem konfliktom tam ukvarjam in sedim pol ure, bo te pol ure šlo mimo, ne da bi jaz odpisal na en mail. Če pa rečem enemu orodju umetne inteligence, a mi lahko sestaviš en osnutek, sam kak naj rečem vljudno ja, ali pa vljudno ne morem zaradi tega pa tega, pa mi napiše pač 2 odstavka, pa jaz tisto pogledam, pa si rečem, ok, to je slabo, popravim, ampak ta prvi korak je pa že bil premagan in tukaj pa mi ta orodja pomagajo, ne. Zanimivo. Najbolj ponosen sem pa na to, da mi tabelo potnih stroškov zdaj piše ta 2 orodji v navezavi, no, Manus pa Claude. In to je pa super, ne? Torej nekaj, kar je zame bilo res duhamorno, čist delo, kjer sem prepisoval stvari iz koledarja, pa pol v razpredelnico, pa računal kilometre, lahko zdaj se to naredi samo. To se meni zdi super. Ampak spet, treba je pa vedno gledati na ta balans. Že če pogledava na koledar, recimo jaz sem človek, ki sem prej tudi rekel, ki živim iz koledarja, imam koledar na telefonu. Že to je tehnološko orodje, tehnološko pomagalo. In zdaj sem en mesec preživel brez telefona in sem opazil, kako je ta že samo koledar v resnici plus in minus hkrati. Zakaj? Če jaz nimam koledarja pri sebi, če ga imam na papirju doma, ali pa še predstavljamo si, da bi si poskušal zapomniti vse obveznosti, bi se moja kapaciteta tega, kaj lahko sprejmem v dan, absolutno zmanjšala. Če bi samo na svojem spominu funkcioniral, rekel, aha, ok, nič, ta mesec imam to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, in ponedeljek, in torek, in četrtek, in 10 stvari, mogoče 20 stvari, mogoče 30, če bi neke tehnike razvijal, ne. Zdaj, če si pišem, se ta kapaciteta že dvigne, ampak pomeni pa, da ne morem kar vsakič, ko mi nekdo reče, imaš čas, a lahko takrat snemamo, sorry, kličem te, ne morem kar tega vnašati. Če imam telefon, imam pa praktično ves čas na voljo to svojo razpoložljivost in to pomeni, da tudi veliko večkrat se moram ukvarjati s tem, kdaj kaj lahko, kdaj ne, in več stvari stlačim noter. To je pa zame minus tega digitalnega koledarja, ne. Ampak tukaj moram zdaj jaz kot oseba, po mojem, biti pač dovolj zaveden, da se znajdem v tem tehnološkem džumbusu in da uporabim tisto, kar je meni dragoceno in da sem pozoren na tisto, kar me ovira ali pa mi škodi in da se znam od tega umakniti. Včasih se je tudi težko umakniti od tega, ne. No, ste rekli, zdaj ste bili en mesec brez telefona, ste se odločili tako? Ja. Kaj fizično ga ni bilo, en mesec ga niste niti... Pogledal sem ga enkrat na dan, da sem videl, če je glih, ne vem, sem imel 4 neodgovorjene klice ali pa neki, pa sem tisto vrnil in to je bilo to, ja. Ok, in kakšne so ugotovitve? Ja, super, jaz bi si želel takšno življenje, ne, ampak nemogoče je. Ne predstavljam si, da bi danes živel brez svojega telefona. Eno je to, da sva šla tudi na eno potovanje z ženo. To je bil pol trenutek, ko sem pač rekel, da jaz rabim zdaj telefon, zato ker je ta sodobni življenjski slog toliko povezan z digitalnimi orodji, recimo z navigacijo, pri meni tudi spletno banko, z maili, skeniranje QR kod, rezervacij in tako 3000 enih stvari, ki bi jih mogoče lahko izpeljal analogno, ampak bi za to rabo en teden priprave, ne. Pa eno knjigo, da vidim, kam grem. To je tudi super način potovanja mimogrede in sva si rekla, kaj pa če greva naslednje leto na eno potovanje z zemljevidom, recimo, ne, to je bilo super. Ampak tako v dnevu pa, kadar se mi mudi, to je veliko časa, mi taka stvar pride prav, ne. Sem pa zaradi tega enega meseca spet umaknil družabna omrežja z telefona, služben mail in razmišljam o tem, da bi imel spet en telefon, ki bo moj osebni in službeni telefon, ker res imam vse na eno, ne. Na enem to tudi pomeni, da me v bistvu pisarna ves čas spremlja, ker je moja pisarna tudi na tem telefonu velikokrat zaradi mailov pa drugih stvari, ne. In končen sklep je bil to, želel bi si imeti 2 ločena telefona in na osebnem telefonu umakniti služben mail, družabna omrežja, ga pa uporabljati za navigacijo, spletno banko, pa recimo aplikacije, ki mi pomagajo, metronom, ki vadim klavir, aplikacija, ki mi kaže,
kako sem spal, kak je moj utrip, kak je moja aktivnost, ki me spodbuja k dobrim stvarem, to želim imeti. Ne. Tiste, ki pa opazim, da mi delajo To težave, se dobro sliši, pa raje to, ne. da se loči, pa da se v bistvu človek na ta način lahko tudi malo bolj odpočije, a ne, takrat, ko se želi. tako. Ja. Ugotovil sem tudi, da smo mi v bistvu ves čas, vsaj jaz, v eni neprekinjeni komunikaciji, tudi z nam bližnjimi, kar mene tudi moti. Recimo, če se pogovarjam s prijateljem, zjutraj mi nekaj napiše, pa mu jaz odpišem, ta pogovor se ni zaključil, ker obvisel je v zraku. In zdaj jaz grem v službo, recimo grem danes peš, in že dobim to sporočilo njega in spet nekaj me vrne v tisti pogovor, jaz mu odpišem, pa se 3 replike izmenjava, pa spet zgineva oba. In pa čez 3 ure spet isto. In ta pogovor se kar vleče čez 5 dni, recimo. Mene to, sem opazil, moti, utruja me miselno, ker moram ves čas ful raje bi, da se slišva, se zmenva, kar se mava za zment, in si rečeva, se vidimo, ali pa lepo se mej, in to je to, ne. Torej, ta razpršena pozornost in je verjetno tudi za tiste stvari, ki si jih pa res želite ali pa želimo zapomniti, bolj kvalitetno v svoj spomin upisati, nam potem te razpršitve tudi pri tem nas najbrž motijo, si predstavljamo, ne? Tako. Eno je, da vsako preklapljanje pozornosti med različnimi opravili terja en miselni davek, miselno, recimo, lahko tudi utrujenost. Drugo je pa ja, da če naša pozornost ves čas skače, ne bo toliko osredotočena in manj si bomo nekaj zapomnili, ali pa celo tudi naše misli ne vidijo pomena v tem. Če sem si tak nekaj zapisal, pa vem, da je tam zapisano, pa pol vem, da bom naslednje odprl, zakaj bi si to zapomnil? Ne? Sej, naš spomin deluje, je naš pomočnik, sam da on mogoče ne dešifrira čist sveta enako kot mi, ono, karkoli. In zato deluje po nekih svojih pravilih, včasih pa nam v tem hitrem digitalnem sodobnem svetu potem kdaj zataji, ali pa imamo tak občutek, pa ni res, dela dobro za nas, nemogoče je, da bi si zapomnili toliko stvari, nesmiselno je. No, kar pravi pregovor, pametni pišejo, kje stvari pa si recimo vi zapisujete? Kje naredite to selekcijo, tole si jim zapomnil, tole bom pa vse napisal, pa ne bom se obremenjeval s tem na pamet? Ne, jaz veliko stvari pišem, torej najprej pišem vse svoje obveznosti, takoj. Pišem tudi ideje, ki jih dobim, ali pa stvari, ki se mi utrnejo, zapisujem si sestanke, no, to je pa v bistvu, evo, to je to. Za trgovino pa ne, sem prebrala, tam si pa zapomnite. Za trgovino ne, čeprav kdaj, no, to ne bom lagal, če mi z ženo imava en skupni seznam, tisti je pač, tega ne smemo dotikati, ta je sveta, ne. Če pa grem jaz v trgovino tako, pa ja, si se zapomni stvari. Če pa midva imava fasungo za 2 tedna, pa pač ja, si zapiševa, ker je spet vprašanje, a bi bil to en spominski izziv, sem imel obdobja, ko sem si vse to zapomnil, ali pa je zdaj obdobje, ko si rečem, zdaj bom to zapisal s to aplikacijo, si bom raje zapomnil, eno pesem, ki mi je všeč, ali pa si bom zapomnil neki decimalk, ali pa se bom naučil ta komad. In je to pol moj spominski izziv. Dajte mi povedati, zakaj točno 3141 decimalk pija, zakaj ne 42? Ja, ker je to tudi sam pi, 3,141, tako gre pi. In pol sem pač sam vzel tisočico iz tam, 3,141. Okay. A je cilj naslednji 6282 iznati, ali mislim, greste tudi naprej v tem pomnjenju decimalk? Ja, trenutno znam nekih 10.000 decimalk, pa bomo videli, kako se bo to razvilo. Lani mi ni uspelo, sem se zmotil na tekmovanju. Zdaj, nek sanjski cilj bi bil 31.415, 3,1415, spet isto. Ampak to je pa kar velik časa, ki ne vem, če ga trenutno imam. Časa verjetno, da si vi zgradite ta sistem pomnjenja oziroma še naprej te vaše sobice oziroma prostorske knjižnice, kjer se te dogodki dogajajo, ne? Predvsem časa za ponavljanje. Ker pri tem tekmovanju je najtežja stvar zame to, da se ne zmotim v tem dejanju izrekanja. Ker jaz se že naučim relativno hitro teh 10.000 ali pa tudi 30.000 cifer. Problem je sam, da na tekmovanju moraš ti dejansko sedeti tam in govoriti brez napaka, in to je težje. Čisto v smislu dikcije, da namesto 2 rečeš 3 in je že konc, je že napaka, lahko se sicer enkrat popraviš, če se samo loviš pravočasno, ampak jaz govorim v sklopih in če se zmotim, je že mimo,
tudi če mi nekdo reče napaka, pa se takoj popravim, ker vem, kaj je napaka, je to že diskvalifikacija. Zaenkrat v teh pravilih. Prav, vi ste rekorder slovenski verjetno v PIU? Ali tudi Bivši, ne, slovenski državni rekorder, ampak zdaj pa nisem več, me je že nekdo prehitel. Aha, zanimivo. In zna več kot 3100. Ja, 10.123 je trenutni slovenski rekord. Dobro. In to je vsako leto tekmovanje? Ja, to tekmovanje poteka na fakulteti za matematiko in fiziko in je iz mogoče tekmovanja za hec postalo tak en zabaven dogodek, ki je povezan z matematiko, z astronomijo, številom pi, pa eno tako praznovanje, bolj kot pa zdaj absolutno resen dogodek. A so še kakšne druge taki, recimo fenomeni podobni številu pi, ki bi se jih veljali, pa da je v bistvu razporeditev čisto naključna, ki bi se jih veljali zapomniti ali pa tako v svetovnem merilu? Ste zasledili še kakšno drugo tako zabavno? Ja, mislim, pri matematiki je to vsako iracionalno število, ker se ga ne da zapisati kot celo število in ker ima decimalke, ki nimajo med sabo nobenega ponavljajočega zaporedja, recimo število nešteto takih števil, nešteto, ne vem, matematiki. Potem pa se tekmuje tudi v zapomnjevanju, mislim, karkoli si lahko zamislite, se najbrž v tem nekje tekmuje, ne vem, glavna mesta pa države, ali pa recimo, to je bilo meni zelo zanimivo, tega bi se kdaj lotil. Vsi jeziki sveta in v vsakem jeziku predstavitev in pozdrav, ali kakšne take malenkosti, ne, to so vse v bistvu taki mali treningi, Pa bi lahko že na olimpijskih igrah recimo imel tisto uvodno predstavitev, ko se njim pelejo ali pa z zastavcami, Dobra finta. Povejte mi, recimo, vstopili smo v novo šolsko leto. Kako se vam zdi, da dober spomin oziroma dobro natreniran spomin, tako bo rekla, ker če sem prav razumela v vaši knjigi, vi pravite, ni v bistvu človeka, ki bi se z dobrim ali pa slabim spominom rodil, gre samo za to, kako ga treniramo, kako za njega skrbimo. Tako, in mi tudi ravno zaradi mogoče nekih šolskih okolij pa pričakovanj okolice sebe, je ta ideja dobrega spomina v nas usidrana kot nekaj, kar ima natančen in neskončen priklic. Pa to v resnici ni dober spomin. Naš spomin počne 3001 stvar. In funkcije, ki jih opravlja, so za naše preživetje veliko pomembnejše. To, da ohranja, ne vem, našo življenjsko zgodbo, rdečo nit naše preteklosti, to, da nam pomaga gledati v prihodnost, razmišljati o možnih dogodkih, to, da se lahko vživimo v nekoga drugega, to, da vemo, kje v času, v prostoru smo, to, da imamo domišljijo, in vse to so tudi funkcije spomina. Tako da ljudje imamo po večini vsi zelo dober spomin. Potem pa, ko govorimo o pomnenju, pa seveda to pa lahko natreniramo z veščino, s pristopom, ampak tudi moramo vedeti, da če bi mi imeli spomin, ki je absoluten, ki si zapomni vse, bi bilo naše življenje zelo čudno. Tako da moramo v to našo idejo dobrega spomina vključiti tudi to, da kdaj kaj pozabimo, da si kdaj kaj zapomnimo, da so v našem spominu predrugači in tako naprej. Ne? Ampak z razumevanjem spomina, s tem, kako deluje, pa se lahko lotimo tudi zapomnjevanja, pa potem okolje, ki od nas prav to pričakujejo, in šola je gotovo eno tako okolje. Ne? Ja, pa ne samo verjetno za učence, ampak tudi za učitelje, predavatelje, profesorje, vse, ki so v funkciji javnega nastopanja. Ne? Kaj se vam zdijo prednosti dobrega spomina v teh situacijah, recimo za profesorja, za učitelja in tako naprej? Vedno nam spomin pomaga, jaz ga jemljem kot eno tako orodje človečnosti, ne? Pri izražanju, pri komuniciranju, pri razmišljanju oseb. In če pogledamo najbolj klasičen primer javnega nastopa danes, si vedno ponovadi predstavljamo zraven kar eno prezentacijo, rečemo kar PowerPoint prezentacijo. Ne? In ta PowerPoint prezentacija ni nič drugega kot en plonk listek, da mi vemo, kaj bomo govorili, po večini. Ne? Mi si jo naredimo, gor si dam ene oporne točke, vem, tukaj piše to, že vem, kaj moram govoriti, in se sprožim. To je zame tudi primer nekega dobrega pristopa, ker javnih nastopov se nima nikoli smisla učiti na pamet dobesedno. Ne? To se mi zdi, da tudi v šolah malo hodimo po tankem ledu, zato ker se mi kdaj zdi, da otroci mislijo, da je zdaj najboljši javni nastop tak, da prideš, se postaviš in zdrdraš vse, kar si hotel povedati, in pol preživiš, in to je to. Ne? Škoda je, to ni bistvo javnega nastopa. Ne? Bistvo javnega nastopa je, da jaz nekaj prenesem kolikor poslušalcem, že gledalcem, gledalkam, ni važno. In zdaj, če imamo ta naš PowerPoint, je to naša bergla za to, da lahko izpeljemo celo svojo linijo. Ampak to si lahko mi zapomnimo tudi drugače, z kakšnimi drugimi
tehnikami in na ta način smo lahko bolj prisotni. A ne? Tudi meni zadnje čase kar zanalašč umikam PowerPointa iz svojih nastopov, takih recimo bolj govornih, ravno zato, da vidim, kaj se zgodi, ker smo se tudi gledalci nekako navadili zdaj gledati ta PowerPoint, pa človeka, pa pol malo slikamo PowerPoint, kao da si boš zdaj zapomnil, pa noben teh slik pol nikoli ne pogleda, sem prepričan, ne. Bi bilo veliko boljše, če bi pač vsi sedeli v tisti sobi in res poslušali, s tem bi dajali tudi jasen feedback govorcu, kdaj je zašel mimo, kdaj govori brez veze ali pa nerazumljivo ali pa čist napačno, in mogoče bi si zapomnili 3 stvari ali pa 5 stvari, ampak tistih 3 ali pa 5 stvari je toliko bolj bistvenih za nas, kot pa unih 20 slajdov, ki smo si jih slikali in jih ne bomo več nikoli pogledali. Sam nek občutek imamo, zdaj to bom, ko bom kdaj rabil, bom to pogledal. Najbrž ne boš, ne. In tu je ta moč filtriranja, ki nam jo ves čas kaže spomin. Spomin si zapomni tisto, kar je za nas bistveno v danem trenutku, ni pa nujno, da je to za nas bistveno tudi v nekem zunanjem kontekstu. Recimo, če bi jaz poslušal eno predstavitev, kjer bo nekdo govoril kjer bo omenil samo eno anekdoto o nogometu, pač recimo, da sem jaz obseden z nogometom, si bom to takoj zapomnil. Ne bom si pa zapomnil mogoče, ne vem, druge stvari, ki jih govori, če je predavanje o prvi pomoči, pa recimo, da govori o tem, kako se sanira, ne vem, poškodba kolena, bi bilo takrat dobro, da si tudi to mogoče zapomnim, ne. Evo, in tukaj spet pridejo v igro tehnike pomnjenja, ker nam pomagajo, da tisto, kar pa mi razumno vemo, to je bilo res dobro, da vem, uporabimo, ne. In če se vrnem pol na to zdaj prvotno vprašanje, no, pri nastopih strani učiteljev, govorcev v takšnih in drugačnih okoljih, je fino, kdaj malo več poudarka dati na to, da bom jaz lahko govoril kar tako, brez vsega, ker me to prisili, da sem res tam v trenutku, a ne. In kaj je osnova tega? Pa verjetno, da se to osnovo vlada, a ne? Ker pravi rimski pregovor, rem tene, verba sequentur, ne? Mislim, da se reče, a ne? Se pravi, če vladaš snov, bodo besede sledile, a ne? Tako. In ponovadi je vedno tako. Vse mi tisto, o čemer bomo govorili javno, to moramo. Mislim, pač tukaj je sploh izhodišče. Jaz se ne pogovarjam, če tega ni, ne. Seveda pa v kakšnih kontekstih, ne vem, recimo v službi moraš predstaviti mogoče nek projekt, v katerem nimaš pojma. Zdaj, okej, ne, ali se boš pač znajdel, pa boš iskal nek način, kako to speljati, ali pa boš vložil več časa, da se seznaniš z njim, ne. In ta čas ti bo pomagal tudi pri zanimivem nastopu. To ni priprava na nastop v tem smislu, da sem jaz pripravljal, rekel bom pozdravljeni. Danes vam bom predstavil ta projekt in potem vam bom pokazal, kar nehimo, ne. Če bom pa jaz vložil ta čas, da se poglobim v projekt, bom pa videl, kaj je meni zanimivo, in potem, ko bom govoril, bo to sjalo čez, 100%, ne more drugače, in nastop bo boljši, ne. Pri pripravi, ne, pol pa če ugotovimo, da nekje na enem mestu se pa vedno zatakne, imate pa zelo zanimive finte not v knjigi, se pravi, da tam pa 2 besedi, recimo končno zadnjega stavka, pa začetno novega povežemo z eno hecno asociacijo, a ne. Se pravi, te vaši triki, ki jih opisujete v knjigi, vedno temeljijo na tem, da najdemo nekaj smešnega, malo bizarnega, malo presenetljivega, nekaj, kar nas malo šokira, in na tak način si potem eno mogoče za nas dolgočasno stvar dosti bolj zapomnimo, če opremimo z eno tako asociacijo. Ja. V bistvu vse tehnike pomnjenja, s katerimi se jaz ukvarjam, delujejo na podlagi tega, da mi znamo usmeriti svojo pozornost, vzbuditi svoj interes in razmišljati malo nenavadno, ne. Se pravi, se bolj približati našemu spominu o tem, kako razmišljamo, da mu ponudimo stvari, ki jih ne bo mogel pozabiti, ne. Nekaj, kar je za nas dolgočasno, vsak dan je ponavljajoče, nima smisla, da si to zapomnim, po mojem si misli spomin, no, če bi ga zdaj karikiral. Če pa znamo mi potem to pretvoriti v nekaj, kar je bolj nepričakovano, se pa zbudi naša pozornost, v nas se vzbudi čustveni, čutni odziv, kar naenkrat imamo ogromno enih različnih možnih verig, priklopov, asociacij in s tem bomo to lažje priklicali. Tako da najbolj osnovna tehnika pri meni je zapomnjevanje s pomočjo zanimivih asociacij in to lahko uporabimo tudi pri govornih nastopih. Ponovadi je vedno pri stvareh, ki pa se jih učimo na pamet, so ena mesta, kjer se nam pač zatakne, no. In ta mesta je fino znati samo tako zlepiti skupaj, ne, tako kot če bi si predstavljali eno lepilo asociacije. Zdaj ne vem, kak bi dal kak konkreten primer. Ne, saj čisto jasno, se pravi, ne vem, recimo, da imamo PowerPoint res in končam z nekim dolgočasnim, suhoparnim, recimo, analitičnim podatkom in potem kako preskoči zdaj na naslednjo stran, ne, se pravi, nekako je treba z eno besedno zvezo, z neko zanimivo povezavo
povezati, kako me bo tistih 17% 3 pikice potem na naslednji, a ne slajd, obrnilo. Tako, ne? Tisti trenutek, ko bi jaz stisnil naslednji slajd, pa se bi mi pokazal, to lahko naredim tudi v mislih. Če dam za en konkreten primer, recimo iz z te sobote, en prijatelj me je hotel naučiti eno pesem v španščini, po mojem od Nerude, ne vem točno, katera pesem je, sam probal sem se učiti, mogoče tudi jo narobe govorim, no, sam ni zdaj to primer te španščine, ne se delati norca iz moje španščine. Je bilo tako, začelo se je sus ojos amarillos, se mi zdi, ne? In jaz sem vedno vedel ta sus ojos, ki mi je bilo zabavno, zvenelo mi je neka asociacija sem imel, ta amarillos se nisem pa nikoli mogel spomniti, ko sva ponavljala. In potem sem si jaz ta ojos pa amarillos sam probal v glavi združiti v eno hecno podobo. In amarillos meni zveni kot en krokodil, ne vem zakaj, ojos pa kot oči. In si pač predstavljal, da en krokodil je oči, kot da bi bil na zajtrku. In pol to je bilo dovolj, da sem imel sus ojos, kaže, amarillos. In pol naprej, ne, mislim, da je bilo dejaron una ranura para echar las monedas de la noche. Evo, to so se učila, ne. In pol je naprej steče, ker ene stvari se pa v naši glavi kar nekako povežejo, ne da bi mi vplivali na to. Imamo neke asociacije, ki se nam pa zatakne, pa fajn, če znamo ta ogenj samo malo podložiti, ne, da se bo lažje ponavljanje zgodilo. Dajte mi povedati, recimo, samo na kratko, ne da bi vas zdaj spraševala o celotnem sistemu za recimo vašim pomnjenjem števila pi, ampak sem tako mi schematsko razložite. Jaz sem dobila vtis ob branju knjige, da si vi recimo dobesedno preselite kot v nek film, kjer se sprehajate, recimo bo rekla po Ljubljani in zraven se vam neki prizori prikazujejo, zgrajeni po sistemih, ki jih opisujete v knjigi, torej Pao, Major in tako naprej. In se pravi, vi pravzaprav se v mislih sprehajate, vidite te stvari in to hkrati pretvarjate v te decimalke, ki so zakodirane v bistvu v teh podobah. A imam prav? Tako, to je ta zame tudi konec knjige, v bistvu ta kraljica tehnik pomnjenja, palača spomina. In palača spomina je ena grška pogruntavščina, ki sam izkorišča uvid, da je prostor zelo povezan s spominom. Mi, če vas vprašam, ne vem, kaj ste jedli za kosilo to soboto, ne vem, ali pa za vikend, ko poskušate se z tega spomniti, neizogibno se bo ob tem spominu jedi pojavil tudi prostor. Ne moremo priklicati spomina iz življenja brez prostora. No, ko pa mi operiramo s semantičnim znanjem, se pravi z informacijami, naključnimi stvarmi, pa ni tega prostorskega konteksta ponovata, ne? In Grki so rekli, kaj pa če mi zdaj vzamemo neke prostore iz življenja, ki jih dobro poznamo, ene poti, ker tega ne moramo pozabiti. Vsak lahko zdaj obnovi poti svoje spalnice, ne vem, do trgovine, do službe, do šole in kar po vrsti, zelo natančno. In to je v bistvu moj zvezek, ta pot. Zdaj pa v to pot, v te prostore, z domišljijo vnesem zabavne, zanimive, nenavadne podobe, ki si jih predstavljam v teh prostorih, ki mi predstavljajo snov, ki si jo želim zapomniti. Pri številih je to še en mali sistem, da pretvori števila v nekaj, kar je bolj spominu domače, bližje, zabavne podobe. Pa učni snovi pri teh, recimo, ko sem prej govoril, sus ojos amarillos, pa sem jaz pač pretvarjal, ker ne znam španščine, sam na asociacije po besedah. Tako da za števila imam poljesen sistem, ki mi recimo 6-mestne števke trpa v eno podobo, ampak bolj preprosto bi bilo, da bi rekel, da bo zame vedno 2 labod, 8 snežak, 6 golf palca, 9 dežnik, ker je zgleda tako po podobnosti. Vzel sem nekaj, do česar nimam odnosa, kar je abstraktno in sem to spremenil v nekaj, kar si lažje predstavljam. In zdaj bom te svoje podobe vzel in jih razporedil po poti, in si bom brez težav zapomnil niz številka. Ne? To je v bistvu še zame en bolj enostavnih primerov. Je pa res, da mogoče pa koga odbija, ker si misli, številke. Pa ni, ne? To nima nobene veze s številkami, to je v bistvu igra z domišljijo. In v bistvu je vso delo s tehnikami pomnjenja je izkoriščanje domišljije, da vse pozbudimo odziv, da si nekaj zapomnimo. A vi ste več tehnik naštudirali, pa ste v knjigi predstavili tiste, ki jih uporabljate, ki vam najbolj funkcionirajo, ali so to te osnovne, bistvene, ki sploh obstajajo, pa so potem samo še neke podvrste teh? Mislim, jaz sem prepričan, da obstaja malo morje različnih tehnik, ampak jaz sem tukaj poskušal zajeti en tak zanimiv pregled, postopen, od najbolj preprostih, ki hkrati so kot neke vrste stopničke do te palače spomina, ki pa je zame najboljša, najširše uporabna tehnika pomnjenja,
ki pa zahteva neko veščino. Ne? Zdaj, vedno, ko jaz to predstavljam, je en pomislek ljudi tako, ja, ampak a ni to zdaj ful dela. Ja, je, pač sej pomnjenje se ne bo zgodilo kar tako, ne? Čar tega je pa, da ko ti razvijaš recimo to veščino zato, da bi se naučil 100 decimalk števila pi, ob tem krepiš tudi samo veščino uporabe teh pristopov in ko boš pri naslednjem spominskem izzivu, se boš pa moral naučiti sestavine za neki ali pa eno pesem, ki se jo hoče zapomniti, ali pa 3 ključne točke tega človeka, ki je govoril tega govora, boš pa uporabil to veščino, prenosljiva bo. Ne? Učenje na pamet kot tako pa je manj prenosljivo, ker ja, krepimo pozornost, pa neko intuitivno veščino, ampak jaz sem res zagovornik miselnih tehnik, pristopov. Ne? Ki si jih personaliziramo v tem smislu, da so neke podobe, ki jih uporabljamo, asociacije pač nam blizu, domače in enostavne, neverjetno. Tako, pravilo tehnik pomnjenja je, da jih ne more vam nekdo predpisati, lej, če bi si rad zapomnil sus, ohos, amarilos, si predstavljali en sus akord, pa pol oči, pa krokodila. To je samo meni zanimivo, to je moja nek asociativni svet. Nekomu drugemu mora nekaj drugega delovati, ampak pristop je pa enak. Ne? No, ker pa amarilo sem si jaz tako eno rožo predstavljala, ker vem, da se ena roža amarilis imenuje, čist druga bi rekla. Ja, in to je čar pravzaprav. Tako. Ja. Dajte mi povedati, koliko časa pa vam vzame recimo trenutno, da če hočete celoten pi ponoviti, takega trenutno znate? 3 ure. 3 ure? Ja. Ja? In kaj za to rabite? Tišino, mir in ste not v svoj svet in se sprehajate in ponavljate? Tako, en stol in pol zaprem oči in govorim. Ja. In pred vami se v bistvu kot en film vrti? Jaz se v mislih sprehajam po tej poti, ki sem jo si sestavil. Ja. Super. Torej, danes zjutraj ga niste ponavljali? Ne, zdaj ga že kar nekaj časa nisem, že kakšne 2 meseca, ne. Koliko pogosto bi bilo pa to potrebno početi? Ja, spet se pripravljam na tekmovanje, ki bo marca, ne. Tako da sem prepričan, da bom začel, letos pa res malo prej, ker drugače vedno tik pred to delam. Bom pač poskusil, že oktobra, novembra, decembra začeti malo to ponavljati, ne, da se zbudim, pa da zvadim to pozornost govorjenja, ki je zame res najzahtevnejši del. No? Razumem. Dajte mi povedati, recimo v knjigi lepo pišete tudi, kaj je za učenje pomembno, recimo, kakšni pogoji so za učenje dobri in hkrati, kaj je najbolj enostaven pa najbolj učinkovit način učenja. In sem prepričana, da bo to komu koristilo od najnih gledalcev. Kaj svetujete, recimo? Zdaj, pri učenju je tako, neobhodno je, da se bomo morali slej ko prej soočiti z načrtovanjem časa. Spravi, to je prvi, če jaz moram določiti si, kdaj bom zdaj to počel. Jaz mislim, da je to vse še predkoraka. Ne? Potem pa je vprašanje, kako bojo zdaj te moji treningi izgledali. Ne? In jaz se pri učenju zelo rad oprem na to, da to razdelim na 2 ali pa celo 3 dele. En del učenja zame je vedno študiranje, poglabljanje, tuhtanje, razmišljanje, branje in tako. To je spet osnova. Tako, kot sva rekla pri unem javnem nastopu, če tega nimaš, boš pač, sej tudi jaz sem to že delal, boš pač krpal neke stvari za to, da bi pač dokazal znanje, dobro oceno dobil ali karkoli. Ali pa celo popravil neko slabo, vse. To je ta prvi del. Drugi del je pa potem neobhoden, je zame uporaba tehnik pomnjenja, se pravi prav pomnjenje, kjer pa jaz zdaj to svoje znanje ga imam in vem, da bom to svoje znanje lahko uporabljal ali pa dokazal, kaj so te ključne stvari, ki se jih moram zapomniti, pa jih ne morem razumeti, ne morem si, sestavne dele celice pač se moram naučiti. Zdaj, jaz lahko razumem, kako delujejo, pa kako so povezani, ampak pa to se pa moram zapomniti. Ne? Ja. In si rečem, ok, uporabil bom, kjer je tehnike pomnjenja, kako se bom tega lotil, da si bom to zapomnil, to je neko pomnjenje. In tretji del, ki je pa, ki botruje naši učinkovitosti, je pa ponavljanje. In jaz zdaj, če znamo si načrtovati čas, da celo ta stvari speljamo, če razdelimo na 3 dele, tuhtam, razmišljam, s tehnikami pomnjenja si to zapomnim, zdaj pa je vprašanje, kako bom ponavljal. In od tega je v bistvu odvisno, koliko dober si bom stvar zapomnil. Tehnike pomnjenja so pa kot ena spodbuda za lažje ponavljanje, hitrejše, bolj učinkovito, bolj zabavno. Pri ponavljanju pa jaz opozarjam vse, da se je dobro spet opazovati. Najboljše ponavljanje, dokazano, učne snovi, je ponavljanje s preverjanjem. To pomeni ne ponavljanje z branjem zapiskov. Jaz sem kot učenec zelo velikokrat imel svoje zvezke ali pa celo zvezke od koga drugega in sem mislil, če jaz zdaj to berem, ponavljam. Ne, bereš v resnici, malo letiš čez zapiske, malo se spomniš, tu pa tam nekaj prikličeš, ampak
samo dejanje pa ni učinkovito ponavljanje. Veliko bolj bi bilo, če jaz ta zvezek zaprem in poskušam to, kar si želim zapomniti v tem trenutku, ponoviti na slepo, v prazno. Zdaj, to pomeni, da lahko recimo zaprem zvezek ali pa zapiske celo, izpiske, pa izpišem na drug list to, ponavljam z izpisovanjem. Lahko govorim, pa se snemam, pa pol se poslušam. Lahko me preverja en prijatelj, pa me sprašuje, tako kot bi me na testu. Na ta način vadimo v bistvu priklic spomina, kar je to, kar hočemo dokazati tudi v nekih drugih okoljih. Ne? In če znamo tako ponavljati, bomo ful bolj učinkoviti. Slaba stran tega ponavljanja je pa, da nam veliko hitreje pokaže naše luknje v znanju. Kdaj se mi učimo, pa si mislim, ja, tole sem si zdaj zapomnil v teh 2 urah, ko to dudlam, ziher vem 90%, pogreš pa ponoviti, se preveriti, poviš, bolj tako vem pol, ne? Pokriješ nepravilne glagole in jih pol manjka, ne? Tako, recimo, ja. tako. Ampak spet, razen tega, da je to malo frustrirajoče, pa da nas malo potre, pač to je en del tega, nimaš kaj, je pa dokazano, da se bodo naše misli v tem, ker smo pa mi videli zdaj, kaj smo vse spustili, ful bolj aktivirali, da si to zapomnimo. In v naslednjem preklicu bomo pa res blizu teh naših 80-90%. To je prva logika pametnega ponavljanja, ponavljanje s preverjanjem. Druga, če hočemo biti pa še malo bolj tako, rečemo metodični, je pa, da se naučimo ponavljati tako s čedalje večjimi časovnimi zamiki. Temu se pa reče spaced repetition v angleščini, ker je več literature na te temo, pa tudi člankov na spletu. Pa pomeni, da mi lahko svoje ponavljanje razplastimo čez čas. Najprej ponovim, takoj potem, pol ponovim naslednji dan, pa ponovim pa lažje čez 3 dni mogoče, pa čez 5 dni, pa čez 1 teden. In cilj je, da ponovimo ravno takrat, ko bi bili tik pred tem, da snov pozabimo. In ta interval se vedno veča. In tako pa dosežemo dolgoročno res pomnjenje informacij. V življenju pa v resnici dosežemo, kaj si najbolj zapomnimo. Tisto, kar ves čas uporabljamo in s tem tudi to ponavljamo, ne? Res je. Zdaj, to ste optimistično rekel, ne, ta spaced repetition. To pomeni, da se moram to prej začeti učiti za test ali pa izpit, da bom imela sploh čas za spaced repetition. Ja. A ne? No, in eno moje vprašanje. A ne, tudi v knjigi omenite, recimo spomini, na katere je vplival tudi stres, zato ker smo jih drugače doživljali, so dosti močnejši. Ne? In marsikdo pri učenju pravi, jaz se pa dosti hitreje učim, če se v zadnjem hipu začnem, ker vem, da mi pa res voda v grlo teče in takrat se v kratkem času naučim. Zdaj me pa zanima, kako to komentirate, recimo to tehniko. Malo sem pod stresom, zato si vse zapomnil, pa 3/4. Pa ne vem, vi ste po mojem malo mlajši od mene, ampak mi smo si včasih še zvezek pod polšter dajali, ker je veljalo, da se še po noči marsikaj pol v možgane prelije. Tako da ta kombinacija v primerjavi s tem, da se pravočasno lotimo. Ne? Zdaj, sej stres, jaz sem tudi tak, ne? Bližajoči se rok pač vedno pomaga k tem, da se aktiviramo. Torej je kot neka zdravilo za našo motivacijo. Ne? Ampak mi si lahko ta rok tudi raztegnemo. Ja, zdaj samo dogovorim še na to. In če se jaz učim tik prej, pa imam občutek, da sem si naučil, da sem si zapomnil veliko, to znanje bo veliko manj obstojno, torej je tako prehodno. Vsi se trudimo, cel ta moj organizem se trudi, da bo to obdržal zdaj do tistega testa in pol, ko je mimo, skoraj vse izgine, ali pa velik del tega izgine. Ne? Mi si lahko pa enak stres, če ga potrebujemo, ustvarimo z nekimi bolj razdeljenimi roki, recimo, ne? Kaj pa, če bi si rekel, vsak dan bom pogledal, bom imel pol ure za to, da pogledam, kaj smo delali v šoli, pa si iz tega ustvaril ene male kartice za ponavljanje, recimo. To je en sistem, ki je meni zelo všeč, da ponavljam tako s karticami, ali analognimi, ali pa z digitalnimi, ne? Flashcards so spet v angleščini, zato govorim angleške izraze, ker če to napišeš, ti najde veliko več, kot pa če napišeš pa naše kartice, ne vem, kaj najdeš. In na ta način imam tudi ene male roke do sebe, samo te roki so razporejeni čez daljše obdobje. In pa, ko pride res ponavljanje, ko pa smo 1 teden pred testom, ali pa 3 dni, ali pa celo 1 dan pred testom, imam že veliko večjo bazo. Ne? Jaz ne pravim, da bi mogli se mi zdaj učiti 2 uri vsak dan, zato da bom pol. Treba si je to razbiti na majhne obvladljive kose pametno. To pa je spet naloga za vsakega posebej. Nekaterim v danem trenutku pa še bolj ponavljanje na nek način, nekaterim na drug način in tudi te stvari se spreminjajo. Ne moramo od sebe pričakovati, zdaj septembra sem si jaz določil sistem in to bo zdaj delal 4 leta moje srednje šole. Ne bo. In tudi enkrat se ti bo zelo dal,
pa boš brez težav se usedel in bo kar letelo. Enkrat pa se boš moral vleči za to, da boš nekaj naredil. In takrat ni nič slabega, če naredim nekaj manj, pa mogoče ne, ampak sam, da se malo spravim na nek način do akcije, do ponavljanja, učenja, česarkoli. Ne. Torej, nek sistem je pa fino imeti začrtan, vsaj približan in se ga vsaj približno tudi držati. Ne? Tako, ampak tudi ta sistem se lahko spreminja. Lahko da jaz ugotovim, meni zdaj ful paše to, da vsak dan res prve pol ure, ko pridem domov, ponovim, kaj smo delali, si izpišem stvari na take kartice in pa te kartice. In mi je cel žur prve pol leta. Po druge pol leta pa vidim, to meni ni več tako dobro. Jaz bom rajši, ne vem, delal tako, da bom na vsake 2 dni ponovil stvari, pa bom pa na koncu tedna si naredil mogoče nek sistem za ponavljanje, ali pa bom rajši klical frenda, pa bova skupaj midva ponavljala. Meni se zdi, da je pri tem delu s sabo vedno tako, kot da bi imel enega majhnega otroka, ki ga pač probamo prepričati v neki. In zdaj vedno ubiraš neke pristope in ti pristopi, kdor dela z otroki, ve, se skozi spreminjajo. Ti ne moreš reči, danes pa je to delovalo, ker smo rekli, ne vem, gremo zdaj spat, pa se kopati in je to. Jutri ne bo več delali. In isto je, ko delamo s sabo. Ne? Torej, moramo ubirati različne taktike. Zato je pa dobro, da raziskujemo različne pristope in tehnik pomnjenja, in te neke motivacije ob tem, ne? Sploh pri učenju. A ste imeli vi že v srednješolskih letih ali pa pozna osnovna šola, srednja šola, že vso to modrost, ste se na tak način učili ali je to po leti prišlo na faksu pa še kasneje? Mislim, mene so zelo zanimale tehnike pomnjenja v srednji šoli noro in sem jih ves čas poskušal uporabljati pa to. Sem imel pa velike težave, to imam tudi še danes težave s tem, da se pa spravim dovolj naprej nekaj početa. Ne? Ampak to, jaz mislim, da to nikoli ne izgine. No? Jaz ne vem, če obstaja kak človek, ki si reče, zdaj bom pa pol leta vnaprej in vedno brez težav to naredi. Zdaj se bom usedel in bom vsak dan, pač to dela zame morda v 20% stvari, ki jih hočem izpeljati. Ne? Je tudi dejstvo, da imam mogoče pol preveč stvari, ali pa tudi v šoli je ogromno stvari. Ne? Tudi to si moramo pač priznati, pa iti s tem, ni treba, da smo do sebe vedno neizprosni, no, pa da zahtevamo 120% več čas. Ne. Res je, pa tudi najbrž ni človeka, ki bi bil več čas 100% motiviran. Ne. To je pač... Mislim, jaz na motivacijo se sploh ne zanašam. No, ne vem, ne priznavam je. Pač, kadar je super, ampak jaz raje razmišljam, kakor da te motivacije ne bo. Ali pa si postavim, mene pogosto motivirajo izredno visoki cilji. Ne. Jaz mislim, jaz ne vem, če vsi delujemo tako, ampak mislim, da mislim, da smo velikokrat krivi tega, da si zastavimo neke bedne cilje in polno niti ni do njih. Ne? Mene velikokrat motivira, da si rečem, kaj če se naučiš 30,000 cifr? To bi bilo pa res noro in pa se motiviram, pa mogoče se jih bom naučil 10, ampak še zmeraj bo to veliko večji korak, a pa jaz bom vse delal za to, da pridem čim dlje. Kokor pa da si rečem, kaj če se naučiš 10 cifr na pamet, ne da se mi. In isto pri učni snovi. Ne? Kaj pa če res se to naučim tako, da bom obvladal, da ko bom vprašan, bo učitelj gledal, nič mu ne bo jasno. Ne? Ali pa kaj če se naučim še kaj več. Spet, ne pravim, da bi mogli tako delovati ves čas, ne? Ampak meni, kadar nima motivacije, včasih pomaga, da poiščem tisto, kar bi bilo meni najbolj zanimivo, kar bi me res motiviralo. Ne? Ampak glavnina je pa trdo delo, ne? Če sva čisto iskrena. Trdo delo na tistem nekem načinu, ki smo si ga zamislili, ki za nas deluje. Ali pa mehko delo, ne? Pač neko vztrajno delo. Tako, vztrajno, to sem hotel reči. In zato, ker velikokrat pol, ne, recimo, če dam en drug primer, ki mi je trenutno bližje, trenutno zelo veliko vadim klavir, ker se pripravljam na en projekt, kjer bom igral pianista. In jaz ne igram tako dobro klavirja, ne? Bom pa moral ga igrati zelo dobro. Trenutno imam velike težave s tem, ker imam pač eno stran not, ki jih vem, da jih moram prebrati in to je težko, ker mi ne gre in ob tem, ker sem tega lotil, me vedno pol dajo dvomi, bo to sploh ratalo, ali pa neke slab misli, ti si beden, to ne bo šlo, to je kar neki, daj nehi, ne? In zdaj odlašam sem to opravilo zato, da se bom tega lotil, ker se nočem soočiti s tem. Ampak vem, da ko se bom s tem soočil, itak bo šlo in pa bo vse boljše. Ne? In pač zdaj iščem različne taktike. Ena je bila, mi je pomagala učiteljica, pa mi je v bistvu, sem jo prosil, mi lahko prosim to razbiješ, mi pokažeš te težke dele, ne?
pa smo šla čez, pa sem videl, ok, se ni tako težko. Drugo je, da pač sem poskušal po malih kosih to doma obvladati sam, ampak nič od tega ni pomagalo, dokler nisem danes zjutraj si rekel nič. Danes boš pa začel s tem in pač večino časa boš porabil za to, da prideš do konca, sam da prebereš enkrat, a ne? In zdaj sem končno naredil ta korak naprej. Torej, vedno iščem pristope, kako si ta cilj razbiti na obvladljive ali pa meni zanimive kose. In ni nujno, da vedno deluje enako. Povejte mi, Nik, kaj je recimo en izmed vaših najstarejših spominov iz otroštva, koliko ste bili takrat približno stari in zakaj mislite, da ste si to zapomnili? Tudi v knjigi govorite o teh naših najstarejših spominih. A ne? Ja. Spomin se mi zdi, da se razvija hkratno z mišljenjem oziroma z možnostjo uporabe besed in a ne, se mi zdi pogovora. Ja, tako da me zanima mogoče, kaj se pa vi najprej spomnite. Ne vem, v bistvu spomnim se mogoče, v bistvu dejansko ne vem, kaj je moj prvi spomin, če zdaj tako, zato ker vem, da zdaj se sprožajo ene druge stvari, ne? Spomnim se fotografij ali pa spomnim se pripovedovanj. In na podlagi tega se spomnim nekega trenutka, ne vem, ko sem pojedel deževnika, ko sem bil zelo mali, ampak ker vem, kaj se dogaja, dvomim, da je to sploh moj spomin, oziroma mislim, da je to en konstrukt spomina. Pol se spomnim enega smučarskega padca zaradi ene fotografije, ko sem bil na tleh. Spomnim se igre s svojimi sosedami, pa z bratom zelo veliko. Ampak to so že kar tako, mislim, da to govorimo tako 5-6 let. Ne vem, če imam spomin tako zdaj, da bi ga prav našel takoj iz še mlajših let. No? In kaj recimo vam pri spominjanju takih dogodkov najbolj pomaga? So to neke barve, vonji, ambient? Kaj recimo, če bi se mogli umeščati v te, saj ste rekli, da ne daste toliko na to audio-vizualni tipa te stvari, ampak kaj recimo pri vas najbolj se tako uriše v spomin? Vedno iščemo neke sprožilce, ne? In prostor je zelo dober sprožilec, ali pa tudi kontekst je zelo dober sprožilec, širši kontekst. Recimo, bral sem en članek, kjer raziskovalec opisuje, kako je, mislim, celo svojo babico govoril in sta govorila v angleščini, se je ona poskušala spominjati nekih spominov iz otroštva in tako. Pol sta pa preklopila, zdaj pa na njen materni jezik, ne spomnim se, kateri je bil, pa kar naenkrat se je spomnila veliko več, ne, zaradi čist drugega konteksta. Potem pa ja, fotografije so zelo pogosto sprožilci tudi spominov, ampak velikokrat sprožilci tega priklicevanja spominov, dogodki, osebe, vonji, ja, tudi zelo s pesmi kdaj, katerikoli čut nam lahko sproži spomin in to je super, ne? Kakor Proustove Magdalence, vsakič, ko je namočil v čaj lipov in potem v usta, se je spomnil vsega iz svoje mladosti. Ja. Zanimivo. To mi je bilo tudi všeč kot ena misel vaše knjige, torej spomin ni samo nekaj, kar nam služi za nazaj, da pomnimo za preteklost, ampak je za vas spomin tudi vir v bistvu ustvarjalnosti oziroma gonilo nečesa, kar bo v prihodnosti. Se pravi, spomin mogoče klasično umeščamo v past, v neko preteklost, ampak za vas je pa spomin nekaj, kar tudi v prihodnost gleda in gre. Ja, v bistvu spomin sploh ni orodje preteklosti, ne? Spomin je bolj orodje za življenje v sedanjosti, pa za potovanje v prihodnost in v mislih ali pa v načrtih ali pa v domišljiji. Ker dejansko, ko pol res natančno pogledamo spomine naše preteklosti, vidimo, da niso natančni v smislu tega, kaj se je objektivno zgodilo, ampak da so bolj povezani z nami v sedanjosti, kako mi vidimo sebe, svojo preteklost, kako razumemo svet. In ta spomin se ves čas prilagaja v bistvu naši sedanjosti, zato tudi, da gremo proti prihodnosti, da lahko razmišljamo o možnostih, da se lahko živimo v situacije, v prihodnost, načrtujemo ali pa ustvarjamo. Ne? In je za vas spomin tudi gonilo ustvarjalnosti, a ne? Absolutno, zato ker se vse pravzaprav, tako kot sva rekla na začetku, kuha iz tega našega notranjega sveta. In spomin je zelo ustvarjalen tudi sam po sebi, no? Velikokrat kaj malo spremeni, obrne. In recimo, ko se vi lotevate nove vloge, vam tudi spomini pomagajo, da recimo integrirate neko novo osebo, nov karakter, nove okoliščine in tako naprej v sebi. To pa ja, to je pa za en čist drug še aspekt, kjer je pa igralsko delo, recimo igralska tehnika v bistvu povezana z
spomini, z osebnimi spomini, ne, ki jih uporabimo kot neke vrste barve ali pa celo kostum ali pa kot nekaj, kar gradi potem lik. Ja. Super. Povejte mi še, torej pozabljate včasih denarnico ali kolo po mestu? Ja. Zelo pogosto, res mislim, grozno je to. Je verjetno zato, ker se druge stvari pomembnejše razmišljate in ste pol malo raztreseni ali kako? Jaz mislim, da je povezano velikokrat z nekim ritmom mojih dni, ki so lahko zelo nabiti z vsema. Ne? In, če grem v trgovino s kolesom, pa pol na poti v trgovino že nekaj razmišljam, pa si mislim, to bom še tako naredil, pa to bom recimo naredil, po trgovini nakupim stvari in pogrem ven, se že razmišljam, zdaj bomo kuhala kosilo, pa po kosilu mogoče bom še skočil tja in grem čez drug vhod ven in pozabim kolo in je že mimo. In greste kar peš domov, kolo pa ostane pred trgovino. Tako. Okay. To je zelo pogosto. To sem zdaj že izsledil, mislim, nekako imam to pod kontrolo. Ampak se mi dogaja to, pozabljam take malenkosti vsak dan, v vsakem dnevu kar pogosto. Kaj pa recimo obletnice, rojstne dneve? To pa imam zapisano v resnici, ker nisem tako dober z datumi, no, res nisem. Mislim, tudi zato po mojem, ker vse svoje življenje prenašam v digitalni koledar, ne. Tako da je to, absolutno, tukaj sem pač tudi digitalen, kar je zapisano. Recimo moja žena, to je več pomeni, je pa tudi ona moje sidrišče za take stvari velikokrat, mi pomaga. Vas opominja recimo na kakšne stvari? Tako, jaz pa pol njo za kaj drugega. Tukaj to je en super pojem. Ljudje v partnerskih zvezah ali pa tudi v nekih dolgoročnih, dolgotrajnih odnosih, ta spomin naš se kar zlepi malo in funkcije se razdelijo. Ponavadi nekdo zavzame bolj skrb za nekaj, nekdo drug za nekaj drugega. In tudi dokazano je, da so taki ljudje, ki so v nekih dolgotrajnih odnosih, so boljši v priklicevanju stvari skupaj. Dočim, če bi pa vzeli dva civilista, ki nista povezana, pa bi poskušala skupaj priklicati nek dogodek, ki se jim je zgodil, bila pa slabša. Ne? Se te naši spomini se tudi malo uigrajo pol skupaj. In prepletejo v tako resnico, ki potem uvelja. Super, hvala lepa za ta pogovornik, da ste bili naš gost. Mislim, da smo dobili veliko novih idej, pa tudi uvidov. Priporočava v branje tole knjigo. Želim vam uspešno leto, ki je pred nami in hvala vsem skupaj za ogled te oddaje. Hvala za pogovor. Lepo šolsko leto, če ste tik pred tem, oziroma super, želim vam veliko miselnih izzivov, rečemo tako. Super, hvala.